Spoštovani gospa predsednica, gospoda Nadškofa, zakaj je privatno zdravstvo tako zamočilo, da je javno zdravstvo želodec odstranil napačnemu pacientu, zakaj zdravniška stavka ogroža varnost in zdravje pacientov, zakaj bi jo morala vlada takoj prekiniti in zakaj bi morala ministrica za zdravje zdravnikom, ki so umaknili soglasje za nadurno delo, preklicati dovoljenja za delo pri zasebnikih, bi jo pojasnil dr. Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje, predstavnik iniciative Glas ljudstva. Zakaj otroci v šolo prihajajo z noži, kladivi, škarjami in pištolami, pa mi bo pojasnila doktorica Leonida Zalokar, psihoterapeutka in ravnateljica strokovnega centra Planina. Toda najprej okrog sveta Špelo Kožar. Ne gre za dogovorjen manever in na levi strani volilnega telesa to vedo, zato tudi takrat, ko je šlo za Virantovo listo, niso nasedli. Na desni strani volilnega telesa je pa več naivnosti. Ne vemo, v katero smer se bo zgodba razvila. V vsakem primeru pač jaz računam, da lahko nadaljujem delo kot poslanec poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Zdaj, vkolikor bi se pojavil nek nov element, pa seveda verjetno bom temu ustrezno tudi odreagiral. Meni se zdi to pogovarjanje z Logarjem in ostalimi obrobna tema, ker v bistvu je to neka igra. Jaz vem, da se gospod Logar brez Janeza ne bi upal narediti stranke. Pri nam je ureditev taka, da zastaralni rok teče tudi potem, ko je že zadeva na sodišču. Tega v drugih postopkih, recimo v civilnem, ni. V kazenskem postopku pa ti roki kar še tečejo in seveda da zelo veliko iniciativo obrambi, da kar se le da možno zavlačuje s postopki. Sprememba bi bila enostavna. Samo eno vrstico v zakon bi vnesli, eno vrstico. Operiran je bil pacient, ki raka ni imel, hkrati pa pacient, ki je imel rak, ni bil tako zdrav. Je trajalo malo, da smo obvestili urad, ne zato, ker bi hotel karkoli prikrivati, ampak prvič v 30 letih delovanja Barsosa se je zgodilo nekaj takega. Wahrscheinlich hat diese Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben. Putin's Russia imprisoned him. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. Evropska unija bi lahko uvedla kakšne ekonomske ukrepe, pa jih ima na voljo, pa ne naredi nič. Tudi Združene države Amerike bi lahko recimo nehale pošiljati orožje in zlasti bombe. Zakaj zdravniška stavka ogroža varnost in zdravje pacientov in zakaj bi jo morala vlada takoj prekiniti? Z mano je dr. Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje, predstavnik iniciative Glas ljudstva, tudi avtor tele aktualne knjige Solidarnost ali pohlep, javno zdravstvo na razpotju, predsednik Fidesa, predsednica zdravniške zbornice in minister za zdravje so sodelovanje zavrnili, s čimer so lepo pokazali, kako malo jim je mar za javnost. Zdaj, ker so v medicinskem centru Barsos zamenjali histološka vzorca dveh pacientov, so na Onkološkem inštitutu želodec odstranili napačnemu pacientu. Zdaj, imate kakšno vprašanje za Barsos oziroma Onkološki inštitut? Pravzaprav ja. Vprašal bi jih, ali imajo protokol, da se takim napakam, ki so zelo pogoste, izognejo. V bistvu gre za napako, za tovrstne napake, ki so tako pogoste, da preprosto ne morem verjeti Barsosu, ki pravi, da se mu je v 20 letih pripetilo to prvič. Seveda lahko pa verjamem, da je prvič ta napaka imela velikanske posledice. Ampak kot vemo, zamenjajo organ, ki ga je treba odstraniti, zamenjajo amputirano nogo, pošljajo umrlega v napačni družini. Vse to se nam dogaja. Celo moji hčerki se je zgodilo, ki je prišla z nalezljivo boleznijo iz tujine, da so njen patološki izvid postavili na kupček z normalnimi izvidi. Skratka, to se dogaja, ampak ko gre za take dogodke, ki lahko pripeljejo do tragičnih posledic, mora imeti ustanova protokol, da se temu izogne. Ampak tudi sistem varnosti v privatnem zdravstvu očitno šepa. Zdaj, za privatni sektor to stalno poslušamo, za korporacije in tako naprej. Pri varnosti potrošnikov, v tem primeru pacientov, se vedno varčuje tam.
Jaz bi lahko rekel samo s svetovnimi statistikami, da ne bi prišel na domače razmere, ker jih ne poznamo. Ampak povsod se kaže, da privatne ustanove delajo slabše ali pa z velikimi težavami komaj podobno dobro kot javne ustanove in da so ob tem 10 do 20% dražje. Skratka, res je. Varčuje se povsod, varčuje se z osebjem, varčuje se z zdravili, varčuje se z reagenti in jasno je, da so lahko napake pogostejše, ampak nikakor ne bi to preprosto prenesel. Bi pa uporabil to priliko za nekaj drugega. Namreč, če se to zgodi in to v času, ko ni bilo stavke, a lahko verjamemo zagotovilom in vladne strani in stavkajočega Fidesa, da se pacientom ta hip nič hudega ne dogaja. Ja, no, predvsem pa to, kar se je zgodilo, ta tragedija, malce demantira dobro znano tezo zagovornikov privatizacije zdravstva, da je vseeno, kdo ponuja zdravstveno storitev. Podton je tam vedno ta, da lahko privatnik vsako zdravstveno storitev izvede bolje kot javni sektor, kot javno zdravstvo. Tukaj skoraj nimam odgovora, ker se ga že da. Ja, ampak koliko ljudi na dan v Sloveniji umre zaradi zdravniških napak? No, mi spet ekstrapoliramo iz ocen v tujini, kjer so bolj odkriti, naprimer iz Amerike. In iz te ekstrapolacije je moja ocena, ki sem jo že večkrat objavil, da umre 1 do 2 pacienta vsak dan. Ja, zdaj do te zamenjave je prišlo že pred meseci, na dan pa je prišla zdaj, v času zdravniške stavke. To, da je prišla na dan prav zdaj, se vam ne zdi, da je, ko bi sporočala zdravniki, pojdite malce vase. Bi morali iti zdravniki malce vase. No, če to sporoča, lahko rečemo, da je to eden od pozitivnih učinkov. Ja, zdravniki bi morali iti malo vase. Glejte, glas ljudstva, ki ga predstavljate, pravi, da je treba stavko takoj ustaviti, ker da je nezakonita. Zakaj je nezakonita? No, stavka je zakonita kot taka. Vsakdo ima pravico začeti stavko, ampak potek stavke je po naši presoji nezakonit. Najprej, ker bi morala vsak zdravstveni dom, njen sindikat, lokalni, v vsakem zdravstvenem zavodu pripraviti akcijski načrt, kako bo stavka potekala, tako da bi pacienti že na vhodu natanko vedeli, kaj lahko pričakujejo in kam se lahko obrnejo. Tega po moji vednosti so naredili zelo redki. Naprej. Po zakonu bi morali opravljati ne samo tisto, kar javno slišimo, da opravljajo, to so nujne storitve, ki ne dovolijo čakanja več kot 24 ur, morali bi opravljati tudi, po zakonu že napisano, prve preglede, vsaj do stopnje, da se s triažnim pregledom ugotovi, ali je pacient zelo ogrožen. Potem naprej, ker se stavka zdaj vleče že 1 mesec. Pisec zakona prav gotovo ni imel v mislih, da bodo zdravniške stavke trajale 1 mesec. V 1 mesecu se situacija menja, ne gre več samo za paciente, ki so smrtno ogroženi v 1 dnevu, ampak tukaj je zdaj podpisa pacientov, ki imajo tako imenovano napotnico zelo hitro, ki morajo biti pregledani v 14 dnevih. Ti pacienti niso pregledani. In na koncu, če še to omenim, to seveda še ni kršitev, bo pa kršitev v kratkem. Fides napoveduje, da bo s tem odklanjanjem pogodb za dodatno delo dosegel, da se bojo zapirale porodnišnice in otroški oddelki, kar bi morala vlada seveda absolutno preprečiti in prepovedati. Bodo tja še prišla, ampak zdaj po vaše je organizirana ta stavka na način, da ogroža zdravje in varnost ljudi. Definitivno. Poglejte, samo ta stavek bom še naredil. Fides poziva celo, mislim, če govorim zdaj centrala Fidesa, poziva svoje člane v posameznih zdravstvenih domovih in bolnišnicah, naj si domislijo še kakšne inovacije, kako bo šlo da skuša Fides pacientom otežiti dostop do zdravstvenih. Natanko tako. Namerno otežiti. Absolutno. Čim bolj. Želijo tako škoditi, da bi pacienti seveda pritisnili na vlado in da bi vlada popustila. Ampak Fidesove obljube, za obljube, da pacienti zaradi zdravniške stavke ne bodo utrpeli škode,
torej po vaše ne držijo. Absolutno, z vsakim dnem stavke se dogaja škoda. Ta škoda je seveda nevidna iz velikih razlogov in nima več časa, da bi jih razložila, ampak nedvomno, če ne bi verjeli v to, da medicina, da zdravniki, da zdravstvo pomaga, potem bi lahko rekli po enem mesecu, če ni nobene škode, potem lahko 2 meseca stavkajo ali pa mogoče sploh ne rabimo zdravnikov. Škoda se nedvomno dogaja vsak dan, in vse zadnje, vsi taki primeri, ki jih sledimo in ki jih ne moramo zdaj našteti, pričajo o tem. Glejte, zdravniški etični kodeks zdravnici nalaga, naj nikoli ne izkorišča pacienta za osebne koristi. Ne? Tako nekako, ne? A je tu prišlo do kršitve tega kodeksa? Absolutno. Če ne smeš kršiti, če ne smeš škoditi pacientu za lastne koristi, je to eklatanten primer. Seveda je tukaj vprašanje, a potem pod stavka sploh ne smemo, ker vsaka stavka škodi. Lahko bi bila stavka drugačna. Oprostite, da recimo se malo šalim. Šalim se zaradi tega, ker naši nasprotniki nas imenujejo strokovnjake s ceste, podcestne strokovnjake. Čemu ne bi zdravniki kolesarili okrog parlamenta? Čemu ne bi gladovno stavkali? Čemu ne bi izbrali kakršnokoli drugo metodo, ampak oni izbirajo metodo, da bi škodili svojim pacientom. Ampak zakaj je zdravniška etika tako zatajila, če ne uporabim ta izraz? Zakaj je tako zatajila? Poglejte, edini odgovor, ki ga imam, je v naslovu te knjige. Mi spremljamo v zadnjih 30 letih nove države, preprosto prehod od nekdanje solidarnosti v kulturo pohlepa. V preprosto pohlep, ki premaguje nekdanje stališče zdravnika, da je dober zdravnik, da se razvija, da je učitelj, da se ukvarja z raziskovalnim delom. To so bili naši cilji pred 30 leti. Imeli smo svoje želje, svoje ambicije, ampak med temi ambicijami ni bil denar, mimogrede, ni mogel biti, ker smo imeli plače. Veste, dr. Brecelj pravi, Erik Brecelj pravi, da pri tej stavki opaža izredno pomanjkanje empatije do bolnikov. Ni to opis zdravnika. Empatija, to bi moral biti opis zdravnika, empatija. Definitivno. Kako da je izginila ta empatija? Ključni odnos med zdravnikom in pacientom je empatija, je sočutje. Pacient ne more biti instrumentaliziran niti v samem terapevtskem postopku, kaj pa šele, da je zlorabljen za orodje, za borbo, za lastne interese. In pri tem, poglejte, jaz celo dobim nekaj razumevanja za nekdanje stavke. Pred 30 leti, ko so imeli zdravniki, takrat smo ljubkovalno rekli, plače traktoristov. Ampak danes so zdravniki na vrhu, kot je rekel dr. Zver, v vaši oddaji, prehranjevalne verige. Oni so dosegli toliko, da lahko 40% zdravnikov v kliničnem centru z nekaj napredovanji preseže plačo predsednika vlade. Pa še jim ni dovolj, še bi radi več. Oni bi radi izstopili in ker vedo, da ni mogoče, da bi dosegli to, kar terjajo v skupnih pogajanjih z vsemi sindikati, ker to bi potem pomenilo po nekih preračunih skoraj milijardo dodatnega denarja. Ekonomist Tajnikar je rekel, da bi se morala država začeti zadolževati za plače zdravnikov, ker tega vedo, da ne bodo dosegli tam, želijo doseči ločeno izven družbe nad družbo. Ampak če se vrnemo malo k temu, kar ste prej omenili, že če stavka že zdaj ogroža zdravje in življenja bolnikov, kako jih bo ogrožala še na marca, ko naj bi se še zaostrila? Zdravniki, ki so poklicali soglasja za nadurno delo, ne bi namreč ne več opravljali nadurnega dela. To se preprosto ne sme zgoditi. Vlada tega ne sme dovoliti, pa ne na ta način, da bi zdravnikom popustila. Vlada ima po naši presoji orodja, načine, da jim to prepreči. Fides pravi, da bodo ob zaostritvi stavke se zapirale porodnišnice, otroški oddelki in tako naprej. A se lahko porodnišnice, otroški oddelki kar zaprejo? Ali vendarle obstajajo tle neke etične in pravne meje? No, Če zdaj ravnokar sva rekla, da očitno zdravniki svoj lastni kodeks ne spoštujejo, ampak lahko se pa kar na zakon sklicujeva. Zakon pravi, da je potrebno zagotoviti vse storitve
za otroke do 18. leta, za starejše nad 65 let in za vse noseče žene in porodnice. Kar pomeni, da se ta dejavnost ne sme zaustaviti, ker če jo bojo zaustavili, pa tudi če bo to v enem regijskem segmentu, pomeni, da tega dela ni. Da so prekinili s tem delom in to preprosto pomeni pa velikansko kršitev celo zakona. Mislim, se upravičujem, ne bom rekel celo zakona. Huje je celo etičnega kodeksa lastnega, ampak tudi zakona. To se ne more zgoditi. A lahko vlada oziroma ministrica za zdravje zdravnikom, ki so umaknili soglasje za nadzorovanje, prekliče dovoljenje za delo pri zasebnikih in koncesionarjih? A lahko to stori? To lahko storijo predstojniki ustanov. Ja. Oni imajo to, ker oni dajo dovoljenja, oni jih jemljajo in to seveda lahko storijo. Ker to ni pravica zdravnikov. A bi morali storiti? Ampak je to privilegij, da lahko to storijo. Ja, mi predlagamo, mi mislimo, da bi to morali storiti, ker na vse zadnje, če zdravniki stavkajo zaradi razmer v javnem sektorju, v javnem sektorju. In če oni trdijo, da so tudi koncesionarji del javnega sektorja, na kakšen način bi potem oni v lastni, a imajo oni razlog, da stavkajo prav v lastni ustanovi, ne bi pa stavkali v sosednji ustanovi ali pa pri koncesionarju. Tukaj ni nobene logike. In v tem mislim, da ima vlada oziroma pogajalci dosti močno orožje, da preprosto te zadeve ne sprejmejo. Zakaj predstojniki tega ne bodo storili? Oziroma, kaj bi se zgodilo, če bi to storili? Od nekdaj opažamo pri vseh teh stavkah, ko gledate te zborovanja zdravnikov, kako predstojniki ponižno sedijo v prvi vrsti in kimajo sindikatu Fides na tribuni. Skratka, predstojniki so v našem sistemu, to je paradoksalno, predstojniki bi morali biti seveda del delodajalca, na delodajalski strani, ampak oni so v vrstah stavkajočih in zaradi tega se človek sprašuje, ali imajo te stavke še druge pomene, ali imajo res samo pomen ta pohlep, denar, ampak ali imajo tudi politični pomen. Na vse zadnje, vse stavke se odigravajo samo v času levo-sredinskih vlad, nobena v času desno-sredinskih vlad. Ampak mislite, da bi se slovenski zdravstveni sistem zrušil, če bi predstojniki preklicali dovoljenja za delo pri zasebnikih tistim, ki so umaknili soglasje za nadvorno delo? To je težko reči, ampak ocenjujem pa lahko, mislim, da ne. In veste, zakaj se ne bi? Zato, ker mislim, da bi zelo veliko zdravnikov, vse je vedno več jih je, ki to ugotavljajo. In jaz računam, da bo veliko zdravnikov ugotovilo, kako absurdno je, da zdaj stavkajo celo na ta način, da bo zaprt njihov otroški oddelek, da bo zaprta njihova porodnišnica, šli bojo pa v sosednji otroški oddelek. Da se tjema še pod vprašanje, ali lahko to dvoživkarstvo ostane koncept slovenskega zdravstvenega sistema, se to se mi zdi noro. Nikakor. Dvoživkarstvo je pravzaprav bistvo, zakaj naš zdravstveni sistem 30 let propada. Ne gre za prave privatne zdravnike, ki delajo ločeno od javnega sistema, ampak dvoživkarstvo pravzaprav parazitira na javnem sistemu in zaradi tega ga uničuje, ker ga vedno zaradi davčnih olajšav, zaradi vsega ostalega, vedno zmaga v tem, kdo bo imel večji dohodek. In vsak zdravnik danes, kar je tragično, mlad zdravnik, celo študenti medicine, namesto da bi razmišljali o tem, kar sem rekel, o karieri, akademski znanju, dober zdravnik, dober operater, razmišljajo o tem, ali se jim bolj splača biti zasebnik, ali se jim bolj splača, ali ne ostanejo v tem groznem javnem sistemu. Ampak ironično, čakalne vrste se v času stavke niso podaljšale. Nacionalni inštitut za javno zdravje celo ugotavlja, da so zdravniki med stavko opravili za 13% več storitev kot enakemu obdobju lani. Torej, jaz mislim, da gre za nesignifikantne premike. Veste, v trenutku, ko 150 tisoč ljudi čaka na neke preiskave in preglede, ko je 140 tisoč ljudi brez izbranega zdravnika, zdaj razmišlja, kaj je 2000 gor ali dol, je seveda smešno. Ampak ne pa vam vseeno povem anekdoto. V času covida je v slovenskih bolnišnicah bilo odsotno samo 3% zdravnikov.
v normalnih časih jih je pa 20 do 30%. Ja. Zdaj, Zakaj? vlada pravi, da so stavkajoči zdravniki avtomatično upravičeni do plače, so res? Ne. Ok. Tudi Fides pravi, da stavka tudi za dobro pacientov, če bodo stavkovne zahteve izpolnjene, če se bo torej plačni sistem zdravnikov izboljšal, bo za paciente bolje. A to drži po vas? Mislim, to je paradoksalno. Poglejte, če se bojo plače, prvič, Fides izključno in tudi v prejšnjih stavkih vedno ima zahteve po denarju, po plačah. Nikoli ne postavi nobene zahteve, ki bi bila v prid pacientom. Ampak če rečeva, kot zdaj trdi, če bojo boljše plače, bo pacientom bolje, ne. Ker bo ob isti vsoti denarja, ki ga namenjamo zdravstvu, bo za paciente še manj denarja. To pomeni, da se bojo čakalne dobe še podaljšale. Vlada, za konec, na kratko, vlada zdaj blazno zavlačuje s temi pogajanji. Ne vemo, kaj namerava vlada. A mislite, da vlada sama ve, kaj namerava? Bojim se, da taktizira in ravno bojim se, da v tem popusti, čeprav jo pozivam ob tem, naj ne popusti, ker ima orodja, da stavko zaustavi. Ministrice ni bilo. Lahko bi prišla in povedala, kaj vlada namerava. Tako pa se zdi, da vlada ne ve, kaj namerava. Lahko rečeva, da je to oblika taktike, da nasprotniku ne sporočaš, ampak kljub vsemu pacienti, državljani te države bi morali izvedeti, kdo se zanje pravzaprav bori. Hvala, zdaj pa sekunde za meditacijo, molitev zen in takoj zatem. Ravnateljica strokovnega centra Planina, doktorica Leonida Zalokar, zakaj otroci v šolo prihajajo z noži, kladivi, škarami in pištolami? Zakaj otroci v šolo prihajajo z noži, kladivi, škarami in pištolami? Z mano je doktorica Leonida Zalokar, ravnateljica strokovnega centra Planina. Zakaj otroci v šolo prihajajo z noži, kladivi, škarami in pištolami? Lažnimi in pravimi. Dober večer. Jo. Ni enoznačnega odgovora. Bi pa rekla, glede na poznavanje problematike, to, kar sledimo po vzgojnih zavodih, strokovnih centrih in širše v družbi, bi v grobem lahko rekla, da gre za dve kategoriji otrok in mladostnikov. Recimo tisti, ki dejansko pridejo z namenom škodovati, bolirati oziroma se maščevati ali karkoli drugega, so pa tudi med njimi otroci in mladostniki, ki tovrstne stvari, torej od nožev, pištol, drugega nevarnih stvari nosijo zato, da se zaščitijo. No, si to sem hodil vprašati, ali se čutijo ogrožene? Vse. Tega je dosti. Zato menijo, da potrebujejo oborožitev. Tega je dosti in sami povedo. Ampak so mladostniki zdaj bolj nasilni, kot so bili, a je medvrstniškega nasilja bistveno več, kot ga je bilo pred 3 leti, recimo? V praksi, vsaj pri nas, slišimo zelo različne podatke, da temu ni tako, ampak bi dala pa podatek, kar se tiče vzgojnih zavodov, torej strokovnih centrov, tak naval na strokovne centre, mi imamo že davne vse kapacitete zasedene, kot je zdaj, in med njimi, ko gledamo statistiko, kaj so težave, kaj so motnje, koliko je nasilnega vedenja, je tega absolutno več. In tudi pojavne oblike resnosti dejanj, ki jih povzročajo tudi otroci, ne samo mladostniki, so strašljive. Zakaj? Zakaj tega zdaj toliko več, po vašem? Jaz bi rekla, da to je proces, ki se vrši že vrsto let. To ni od včeraj. To ni od včeraj. Bi rekla, da tisti, ki smo s temi otroci pravzaprav v prvih bojnih vrstah, nismo zgolj teoretiki, smo tudi znanstveniki, opozarjamo na pojav otrok, vedno bolj nasilnih, nekje od leta 1989. Ko smo tudi izdali raziskavo, oziroma naredili raziskavo o otrocih s hudimi motnjami vedenja v Republiki Sloveniji, dan je bil apel vsem odločevalcem, ministrstvom, stroki, da je treba nekaj narediti, da je treba otroke ustaviti. Zelo laično oziroma enostavno lahko rečem, da nimamo že več kot 10 let sistema, ki bi otroke v njihovi samouničevalnosti, avtoagresivnosti ali heteroagresivnosti ustavil pravi čas. Ok, deva mi zdaj poglejva, kaj gre v ta nož, ki ga prenese otrok v šolo. Peva po vrsti. Kako je na šolarje, mladostnike, otroke vplivala socialna izolacija med
koronavirusno epidemijo. Ampak to A je stopnjevala frustracije, jezo, ja, agresivno? sigurno je, ampak to je bilo že prej. To je bilo že prej. Ampak torej ta vzgoja, ki je bila konec koncev uzakonjena v Evropi 70-ih, 80-ih let, tako imenovana permisivna vzgoja. Švedska je bila prva, ki je začela in bilo dobro povedati, da je v časopisu Le Guardian leta 2016 Švedi sami ugotavljajo, kakšno napako so naredili v bistvu s tem, in se sprašujejo, ali smo vzgojili generacije monstrumov, to je njihov izraz. Mi na to opozarjamo že ves čas, da ta ideologija, da je vsakršna omejitev, vsakršna zahteva za otroka preveč, oziroma da mu bomo zlomili dušo, da ga bomo uničili, da je že v osnovi zgrešena. Na ta način se vzgajajo generacije otrok, mladostnikov, ki ne prenesejo nikakršne frustracije, ki nimajo v sebi nobene borbenosti, nobene energije za reševanje problemov, stisk. Zato je danes ta beseda stiska prisotna že pri vsakem drugem. Ampak, gledajte, kaj imamo zdaj problem? Vi pravite, da so otroci neobčutljivi, da nimajo nobene empatije, da niso sposobni življenja v kožo drugega, da nimajo čuta do sočloveka, da jih starši vzgajajo za individualiste in narcise. Zdaj, gledajte, neoliberalizem, ki se zažrl vse družbene pore, jih uči, da družba ne obstaja, da obstajajo le sebični, požrešni posamezniki, da je vsak izmed nas direktor svojega jaza, podjetnik in da je solidarnost, z njo pa tudi empatija in ta sposobnost uživanja v kožo drugega nekaj zastarelega in nesmislenega. Ti otroci so vendarle del te družbe. Rojeni v ta svet, dejansko neempatičen, individualističen, bi pa samo nekaj vas popravila. Mene so že križali po dolgem in počez, da govorim, da so otroci psihopati oziroma te neobčutljive poteze. Absolutno po vseh državah se ukvarjajo z mladino, ki je v populaciji nekje, tako kot pri odraslih, od 1 do 3%. To je treba poudariti. Ampak jaz se bojim, da se ta trend širi. Neoliberalizem od otrok pričakuje ravno to, da se bodo razvili v manične, asocialne stroje, brez sočutja. In to gledamo. In to gledamo in to opazujemo, ampak sistem še ni pogruntal ničesar in tudi v tem svetu ne bo, če kapital vodi vse, da bi to... Otroke vzgajali s kapitalizem, to je vse spremenilo. Pa gledajte, kako na otroke vpliva to, da se je šola prelevila v tekmovanje, v tekmo, ker že sama logika tekmovanja in tekme navaja k agresivnosti in nasilju. En dober članek je bil pred leti, ko je ena učiteljica napisala z dolgim stažem, da pogreša čase, ko so učence dajali na razen, ker so si preveč pomagali. Ker so prepisovali, ne si pomagali. Pravi, danes... Je to oblika solidarnosti? Absolutno. Ampak danes se bo pa vsak usedel tako, da drugi ne bo videl, ta tekmovalnost biti najboljši. Otroci so nenehno boj za točke, boj za elitne gimnazije. Zdaj v Delu je bil te dni velik naslov. Za najbolj zaželene gimnazije so 3 štirice lahko preveč. Otroci imajo občutek, da niso sprejeti, če niso uspešni, če nimajo samih petic. Samo 5 mora biti. Jaz resnično ne vem, kako to obrniti, ker starši so s hčerko nezadovoljni. Otrok mora biti odličen. In v tem tekmovalnem svetu moraš biti opremljen z ne vem čim, da sploh zdržiš to tekmovalnost, pa seveda uspešen si, če se rodiš v bogati družini. Tam, kjer je denar. Ampak to pomeni, da so otroci v neprestanem boju za preživetje, v boju za življenje, tako rekoč, ki jih jasno... Ne samo za... Se to jih dela jezne, agresivne. Ne samo za preživetje, za vključitev, da so sprejeti, da imajo neko socialno mrežo, da niso izključeni, ker socialnih izključitev je vedno več. To je treba vedeti. In dejansko se nimajo s kom primerjati. In odtot tudi je populacija otrok in mladostnikov, ki se v bistvu dokazujejo, ali pa frajere delajo, če hočete, ali pa da imajo nek pomen, prav z agresivnim nasilnim vedenjem, da si pač nek status, drugače ne morejo. Tudi politiki so čedalje agresivnejši in brutalnejši, s čimer ustvarjajo agresivno, brutalno nasilno okolje, v katerem odraščajo ti otroci. Kako to agresivno, brutalno nasilno okolje, ki ga svojim obnašanjem ustvarjajo politiki, vpliva na te otroke? Jaz sem že javno povedala pred leti, da jaz sem v zavodu
25 let že prej sem delam z otroci, pač z disocialnim, delikventnim vedenjem, da smo še pred 15-20 leti zahtevali, da gledajo dnevnik. Otroci so skupaj z vzgojiteljem pol 8 gledajo dnevnik. Bog ne daj, da ga danes gledajo. Ker to res, Bog ne daj, da ga danes gledajo. A veste, otroci rastejo, starši rastejo tudi politiki. Politiki se tega ne zvedajo, otroci jih gledajo in so grobi, agresivni, agresivni. Politiki se ne bodo zavedali, ker se jim ni treba. Malo poglejmo, kdo se prerine na vrh politike, kdo se prerine na vrh. Brez empatije, brez občutkov do drugih, na račun drugih, zasedajo najvidnejše položaje. Politika odrasle, radikalizirani otroci rastejo med temi radikalizirani odrasli. Kdo jih pa voli? Volijo jih radikalizirani odrasli. Ja. Ok, jaz se vam zahvaljujem. Tukaj bomo danes končala, tako zdaj veste, vidimo se ponedeljek, ki sta ura isti kanal v živo, poskočno, ko je Murphy, srečo vlada.